Nova epizoda z podcasta Zevo prinaša pogovor o novi turneji, o novem albumu, o novi pesmi in predvsem še o marsičem drugem. Z mano danes Jan Plestenjak. Živa. Kako si za začetek? Pa moram reči, da nisem najbolj spočit, ker je bilo to leto, čeprav je bila pauza, kar naporen, mal sem nove pesmi bilo za napisati, producirati album, management sem zamenil, 3 videospote sem posnel, 6 fotosessionov, to je največja muka. Aha, ne maram se snemati, ne maram, da me slikajo, to je edini del tega mojega posla, ki mi je res gre na živce. Aha. Sploh zato, ker se od tebe pričakuje, da boš pač se sprostil pred aparati? Pa ta že obremenitev, kaj boš oblekel, a imaš v redu, a se moraš tu strišti, te stvari so meni zelo tuje. Jaz tudi nisem tip, ki bi v kopalnici bil pred ogledalom, pa kar je zdaj moderno med moškimi, da so ponovadi dalj časa kot punce. Jaz sem še na stara šola, ki sploh ni nobene kreme, nič ni. Nimaš nobene kreme za obraz. Se pravi, je frizer maksimum, kar narediš. To je nujno zlo. Rekel si, da si zamenil management. Ja. Se to pri tebi zgodi na vsake toliko let ali pač to zdaj bila situacija takšna? Ne, pride enostavno obdobje, zdaj je bilo po 12 letih, zelo v redu smo delali, ko se mogoče zasiteš en drugega. Nič grdega se ni zgodilo, to je meni lepo, da se razideš prijatelj in smo prijatelji. Moram reči, da jaz v življenju z menedžerji nisem imel slabih izkušenj. Vsi glasbeniki zelo jokcajo, koliko, pa me nategno ta, on, tret. Mene nobeden ni. Je pa tako, da te ne sme boleti zaslužek ljudi, ki delajo s tabo, ki ti po svoje tudi pomagajo. In je prav, da včasih tudi zelo dobro zaslužijo in te ne sme to boleti. A se ti zdi, da je v Sloveniji to še vedno zelo velik problem, da imajo določeni ljudje s tem težavo? V smislu, če bo nekdo zaslužil na moj račun, ne želim, da toliko veliko. Meni je pa najlepše, če nekdo na moj račun zelo veliko zasluži, ker vem, da bo pol hotel še naprej z mano delati in da bo komi čakal. In da bo dobro delo, verjetno tudi. Ne? Kako pa izgleda, ko zamenjaš vso ekipo? Verjetno je to kar en proces, ki se ne zgodi kar tako čez noč, verjetno tudi nabrati vse ljudi. To so tudi težke odločitve. Vse management ni veliko ljudi, to sta 1-2 človeka mogoče. Ampak je to kar velika odločitev in moraš veliko zaupanje imeti, ker je veliko na kocki. Jaz recimo se zdaj vračam na turnejo 2-letno in to bojo veliki koncerti, približno v 2 letih, 36, 35. In zahtevajo res veliko koncentracijo menedžerja. Mora zelo paziti, da je vse prav spromoviran, da je prav skomuniciran, da so odri prav postavljeni, da recimo ni nekje biti pozoren, da se nekje politika ne vmeša v showbiz, ker jaz sem na to zelo alergičen, nočem se mešati s politiko. In to so kar... Mora nekdo biti skozi na krempljih, da je pripravljen. A je tega vmešavanja veliko v Sloveniji? Mislim, veliko izvajalcev tudi in prav to pride, ker lahko jim določene stvari se olajšajo, ali je več nastopa, ali česarkoli, ali promocije kakšnih strank, ali to. Jaz tega sicer sploh ne obsojam. Samo jaz nočem te igre igrati. Če pa kdo igra, pa meni nič narobe. Vse na koncu je to posel za enega pevca. A si imel, Jan, kdaj občutek, da je ta tvoja bližna ekipa, se pravi te, ki so res tvoji tesni sodelavci, tako band kot PR-ovci, management in tako naprej, da so kdaj bili, zdaj bo to malo pretirano, če rečem v strahu, ampak da so imeli ta strahospoštovanje do tvoje turneje v smislu, kle pa zdaj res ne smem nič ga pobiksati. Ja, pri meni je pa žal, jaz ne vem, kaj vzbujam, ker na koncu tudi oni, ki grejo od mene, rečejo, da niso s takim profijom in s takim poštenim človekom delali še v življenju. Vedno je pa to prisoten, kar si ti rekla, nek pritisk čutijo. In jaz rečem, je normalno, vi morate vedeti, da
če delaš v prvi ligi, če delaš na najvišjem nivoju, je pritisk. In lahko vas to lažem samo s tem, da pritisk, ki ga izvajam jaz nad sabo, je še vsaj 3-krat večji kot nad vami. In na koncu je tako, vsak tudi ni zmagovalca, ali je to na majhni skali ali na veliki. Sam pred sabo si moraš dokazati, da preneseš pritisk. Sej to je po mojem v vsaki službi, karkoli delaš v življenju. Lahko je to tudi v eni zelo enostavni, ne enostavni, kako bi rekel, povprečni verjetno. Povprečni ali v eni službi, ki ni zdaj izpostavljena. Je tudi nek milje ljudi, ki delajo in je tudi pritisk. In jaz ne vem, zakaj se ljudje stalno pritiska izogibamo, ker je zelo naraven. V naravi nobena žival ne živi brez pritiska. Vedno upreza okoli, tudi kaj je. Vedno razmišlja, bo voda, ne bo najdla vode, ali bo mraz, ki se bo skrila. Mi ljudje bi pa kar radi vse to odrinali in pritiska ni. In se mi zdi, da takrat, kadar veliko ljudi poznam, takrat, ko grejo v penzijo, resno zbolijo. Ker ni več te borbe v njih. Reče, no zdaj pa nič več ni treba. Ali pa na dopustu, ko grejo na kakšen dopust, pa zbolijo. Ja, to je res. Vse včasih se res obupa, pa rečeš, kdaj se bo umirili iz ene stvari v drugo, v tretjo, pa rečeš, dobro, kem pa tisle koncert naredil, bom pa miren, je že tretja stvar. In enostavno je najbolj sprejeti, da je verjetno življenje nenehna borba in da kljub temu moraš znati uživati trenutke in si samo iniciativno vzeti tisti trenutek zase, kljub temu, da je pritiski so v zadu v glavi skozi. Všeč mi je bilo, ker si nedolgo časa nazaj rekel, da imeti brazgotine na telesu je v bistvu nekaj dobrega, da čudem bi bilo, če jih ne bi imela. Ja, seveda, to je tako, kot če bi dal eno jed brez okusa na mizo. Vsaka brazgotina ti da karakter, ti da vsebino, okus, lahko ti da tudi eno samozavest. In mislim, da človek, ki je poln življenjskih brazgotin, se pravi izkušenj in doživeti na smrtni posteli, nikdar ne bo rekel, zakaj nisem to pa to naredil. Se je pa skozi čuval v vatki, bo pa na smrtni posli verjetno zdeklamiral celo knjigo želja in obžalovanj. Zdaj, glede na to, da si omenil karakter tudi, karakter načeloma pravijo, da je nekaj, kar nosimo v sebi. Zdaj, a bi lahko rekel, da je bil tvoj karakter ali pa tvoja podoba, ki si jo sporočil navzven pri 20-ih, ko si recimo, nastopal po osnovnih šolah, seveda, da je drugačna kot danes, ampak a si te zametke tega, če hočeš, ne maram sicer preveč tega izraza, ampak tega alfa samca, čutil že takrat v sebi? Ali se je to potem skozi leta? Ja, seveda, neka borbenost, neka želja dokazovanja je še vedno tukaj. S tem, da ko si mlajši, vsa energija okoli šprica nekontrolirano in narediš tudi veliko neumnih potez, ampak mogoče zaradi tega tudi kakšno dobro. Jaz vidim, da zdaj z leti, ko sem starejši, mogoče malo izgubljam eno ostrino, ki sem jo takrat imel. Je vse bolj neka modrost diktira in neka razsodnost. Takrat jo pa ni, takrat je samo dokazovanje. In včasih ravno zaradi te nepremišljenosti pridejo kakšne stvari, ki znajo zelo globoko zarezati v smislu uspešnosti. Starejši, ki si pa bolj korporativno začneš razmišljati, kar mene v bistvu moti. Meni ta mentaliteta korporacij se mi zdi, da ne dela nobenih premikov. Samo zelo naoljen stroj so za prodajanje stvari in logistično usmerjanje. Se pravi, oni korporativci vsako stvar testirajo, milijon ljudi vprašajo za mnenje. Recimo, če zdaj govorijo o avtomobilih, en dizajn so včasih narisali 2 človeka, pa tretji, ki je bil direktor, je sedel za mizo in so rekli, tole bo tako.
in so gamblali. Ne. Zdaj pa nekdo nariše mogoče krasen avto in gre čez 100 filtrov, una target grupa, joj, zakaj od zadnja zadku, mene malo tomo, in na koncu vse to popravljajo in ni več ostrine, ni več žmohta je ena beseda, ne vem, veliko Slovencev mogoče ne razume. A bi lahko zelo dobro vzporednico tudi v pesmih povlekla? Isto. Vse to, kar slišimo na Billboard lestvicah, je izjemna produkcija na najvišjem nivoju. Kje pa je pesem? Kje pa je una pesem, ki jo bomo peli čez 10 let? Pa vse je perfekten. In tukaj si ti še vedno eden izmed tistih, ki ne narediš demota in ga potem pošleš 5000 ljudem okrog, ne? Nikoli. Sem se pač zafrknil, če sem v neki verjel, pa pade čez, ne. Sem se zafrknil. In še vedno je to verjetno isto kot na zadnje, ko sva govorila, da ko delaš pesem, imaš nekje v ozadju občutek, to bi pa lahko bil hit ali pa ni bil hit, pa se potem seveda lahko obrne. Pa je čisto narobe. Ampak to še vedno verjetno tako, po vseh teh letih. Še vedno je in se velika tudi zmotam, imam pa to srečo, da si ljudje zapomnejo samo hite, vse flope ali pa neuspehe pa pozabijo, tako da jaz tudi raje pozabim. Zdaj, glede na to, da sva prej rekla, da si po enoletni pauzi, ki to načeloma za tebe res ni bila je samo za nas, ker te pač nismo nikjer videli, tudi od mobilnih telefonov si se, oziroma iz socialnih omrežij si se odmaknil. Kaj si takrat čutil v sebi, ko si naredil tudi ta premik? Sigurno nas digitalen svet obremenjuje živčeve. Vse to je to dokazano. To je nesporno. Tudi koncentracijo nam zmanjšuje. Tudi meni, če gledam en film, ne vem, če mu dam več kot 3 minute, 5 minut časa, da me prime. Zakaj mu ne dam 20 minut, recimo? Ne? Isto je z muziko. Ne? Če se ne zgodi v 5 sekundah nekaj, je že druga informacija. Ne? In se mi zdi, da ta digitalija, predvsem bo veliko škodo, če že na meni naredi, ker nisem zrastel gor z digitalijo. Kaj to naredi na enih mladih možganih, si ne upam predstavljati. Ne. Vse je treba takoj imeti pri roki, vse je treba takoj doseči. Zelo malo je potrpljenja. Tako da mislim, da je res pomembno, da mladi ljudje nekaj imajo v življenju, kar zahteva disciplino. Je to šport, je to glasba, inštrument, vaditelj. Nekaj, kar vsaj za en čas odmakne oziroma zahteva od človeka, da se skoncentrira za 1 uro ali pa 2, ne? In je tam. A se ti zdi, da je danes to, zdaj tako malo razmišljamo o najmlajših, a ne? Se pravi tam osnovna šola, pa ko grejo recimo k kakšnemu športu, ko grejo trenirati, ali pa glasbi konec koncev, a ne? Se mi zdi, da danes dejansko otroci težje razumejo, da če gre zdaj na trening košarke, da še ne pomeni, da bo jutri Dončić. Ja, sploh pa, če so doma starši, ki mogoče svoje nezadovoljstvo preko otrok pol ambicije plasirajo, kar je, ampak jaz seveda tukaj sem zadnji človek, ki bo pamet delil, ker nimam otrok. Jaz sem samo zunanji opazovalec in mogoče ko ravno govoriva o tej strpnosti. Res nisem prava oseba. Jaz samo vidim, da recimo tudi v muziki mladi ljudje so izjemno talentirani in zelo dobri, pa zelo nepotrpežljivi, pa takoj bi morali imeti top hit in takoj biti na največjem odru. In takoj so pol tudi razočarani, ker to ni tako. In prva razlaga je seveda ne, da sem jaz nekaj slabo naredil, ampak okolica je kriva, nisem v ta pravem okolju. Ne. To lahko pač iz prve roke povem. Ne. A je veliko tega igranja žrtev potem v tem svetu, v smislu, ni mi uspelo zato, ker? Se to je zdaj popularen, meni je to tako odvraten in jaz sem že v parih intervjujih rekel, nekdo, ki je uspešen v tem, kar dela, ki tudi dobro živi, ki ima en lep življenje, je neokusno, da jamra. Ne? Jaz imam tudi zelo veliko težkih stvari se mi zgodili, pa se dogajajo. Nimam pravice jamrati, ker dokler so ljudje v bolnicah na cevkah, dokler ljudje imajo neverjeten stres, kako jo položnico plačali vsak mesec,
ali pa otrokom hrano dali, bom jaz zdaj jamral. In zdaj ratel prav popularno, sploh v zahodnem svetu, pa nam zdaj to prihaja, da slavni, znani ljudje se delajo, kako so imeli težko, kako so, čez kaj so vse morali jeti. Seveda vsi ljudje so morali jeti. Se ni treba, se lahko ena delavka tam v eni proizvodnji, kaj ona mora tudi čez vse jeti. Ne? In se mi zdi, da s tem samo iščejo pozornost in hočejo izpadati malo bolj ljudski. Obenem pa vzamejo pozornost iz pravih problemov, iz ljudi, ki niso znani, ki imajo hude probleme, o njih se pa pol noben ne pogovarja. Ne? Ko pride obdobje ali pa situacija v tvojem življenju, zdaj ne bom te isto sprašvala, da bi ti zdaj mogel isto odgovarjati, ampak vseeno, kaj tebi takrat recimo pomaga? Zdaj, a izhaja to, da ne želiš o teh zadevah govoriti zato, ker se pravi, da ne bi bil podoben tem, ki igrajo na nek način žrtev, ali zato, ker je to nekaj, kar je tvojega in ti ne spustiš blizu? Jaz nimam skrivnosti, sploh ne. Ampak zakaj bi jaz delal teater iz nečesa? Ne? Jaz sem bil kot otrok epileptik. To ni fajn. To je problem. Ne? To si res bil? Ja. In zdaj bomo mi dva naredili celo debato z tega. Ne bova. Ampak to ni problem, da jaz to skrivam. Ne želiš povedati, ja, razumem. Ljudje imajo res hude stvari, ne? A ne? In pa marsikaj, no? Ali pa neuspehi, ali pa če so mi gor metali na oder flaše. Ja, so. In kaj? Ne. Ampak danes se mi zdi, da ne samo v show biznisu, tudi med, bom rekel, običajnimi ljudmi, ki hodijo normalno v službo in tako naprej, zelo veliko tega, da je treba povedati, kaj vse jim ni v redu, se pravi pojambrati, da je treba mal, spet se bom vrnila na to žrtev, se pravi, jaz nisem v redu, jaz, ne. Pri tebi pa moram reči, da že vrsto let te poznam, velikokrat sva že skupaj sedela, pa kljub temu, da veljaš za odločnega, za alfa samca in tako naprej, da pa vseeno ohranjaš to, kar si zdaj govoril, se pravi, nisem jaz najpomembnejši, veliko bolj pomembnih stvari je. Ja. A to že od nekdaj tako počneš? Ali se je to na neki... Veš kako, ker si mulj 18-19 in so prvi uspehi, se ve, da misliš, da se okoli tebe vrti svetno. To je pa čisto verjetno normalno. Ampak če z zrelostjo ne zmoreš čez to jeti in še pri 40-ih to razmišljaš, 50-ih je pa res nekaj narobe v tvojem sistemu. Kaj pa zasebno? Kako zasebno? V smislu, a veš, koliko si pa v svojem zasebnem svetu obremenjen s tem, da če ti nisi dobro, da morajo tvoji najbližji vedeti, da nisi dobro, da malo pričakuješ, da bojo za tebe poskrbeli. Ne, jaz se raje umaknem, kadar sem v slabi koži. Celo je mogoče to moja velika napaka, da ne znam pomoč sprejemati. Ne znam. Sem verjetno tako, kako so že mački se umaknejo v kot, kadar so. Greš raje v samoto? Ja, zdi se mi, da če ljudem ne morem dajati dobre energije, ne morem biti optimalen do njih in jih suportirati, da sem pa raje se umaknem. A pa takrat to skomuniciraš, a poveš, nisem dober, umaknil se bom? Včasih ja, včasih pa ne. Se pravi, potem tisti ta bližnji morajo malo začutiti, kdaj je ta umik, zato ker nisi dobro. Ja, verjetno. Mislim, ženske to verjetno malo težje sprejmemo, no? Zato to te zdaj sprašujem, te umike. Kaj sem naredila narobe? Ne, se to pa že skomunicira. Ja. Ne vem, iz česa to izhaja. Mogoče imam to neko prastaro sliko, da moški mora biti steber, sigurnost, da mora biti, kadar ženska rab, tudi zavetje. A ne? In mogoče malo primitivno na to gledam, da kadar tega ne morem nuditi, raje nisem zraven. A pa te kdaj ta miselnost obremenjuje, v smislu, da se bi kdaj mogoče zasebno pretirano obremenjeval s tem, da v nekem obdobju ne moreš tega dati? Ja, vse pretirano obremenjujem s tem. Ja. Ampak verjetno zaradi tega tudi jaz imam v sebi to željo po nekem dokazovanju, čeprav, če smo čisto realni, tako kot smo prej rekli, kaj pa pomeni imeti hit ali pa razprodano dvorano, kaj pa pomeni biti predsednik države. Narava se bo stresla, tako kot pes, ki pride z vode, in ne bo čisto nič važno, kdo je. Bo čisto vseeno, si Donald Trump
Tamle simpatična vaša vratarka, je čisto vse. Ja. No, tako da. Na koncu gremo vsi In isto zdaj pot. seveda je pa neka ta prvinska želja, verjetno iz pradavnine ali pa zelo biološka, da se želiš potrjevati verjetno podzavestno za neko pozicioniranje v družbi. A ne? To je od najbolj primitivnih organizmov do nas je ta neka potreba, ki mogoče ni treba, da jo razlagamo, pač je. Ja, in vsi mi, ki delamo pred kakšnimi kamerami ali pa v show biznisu kot ti, smo na nek način mečkan. Ekstrovertirani smo malo, ne? Tako, pa malo smo željni te pozornosti. Ampak ne bi lagali, če bi rekli. Konec tudi vsak, ki ima neprofesionalni profil na družbenih omrežjih, zakaj to dela iz želje po pozornosti, ne? Tako da nismo samo mi, ki smo pred kameram, odkar so socialna omrežja, vidimo, da je to pravzaprav v vsakem človeku skoraj. In da potem to vsak poteši na svoj način. Ne? Nekdo ima pač 5 lajkov, nekdo pa 5000. Želja je pa ista. Ja, in potem te lajki lahko pahnejo ali v dobro ali v slabo voljo, če si preveč labilen. Ne? Mislim, smo pač v nekem obdobju, kjer se vse ocenjuje in sami se dajemo v ocenjevanje in poljokamo, kako je to grozno. Ampak se sami vržemo na polico. Ne? Zdaj deluješ mi še vedno človek, ki te negativni komentarji ali pa kritike, če niso konstruktivne, ne ganejo prav zelo veliko, ampak vseeno pa vem, da noter pa nisi, mislim, si pa mehek vseeno, ne, kot človek. Jaz se drugače ne bi mogel pesmi pisati. Tako, in se mi zdi, da pa vseeno verjetno ta del tvoje mehkobe pa včasih verjetno tudi s kakšnimi takšnimi komentarji si misel. Ja, če te ta komentar doleti enkrat, ki je super moment, se zasmejiš, če si pa v slabi koži, te pa še malo zatovče. To je človeško. Enkrat si mi rekel, da najboljše, ne najboljše pesmi, se moram popraviti, da najboljšo ustvarjalnost si recimo lahko imel takrat, ko si mogoče malo trpel. Ali pa Potem. Takrat, kadar si čustveno zelo razrvan, jaz mislim, ne moreš dobrih verzov pisati. Ko prideš ven iz tega. To je tako, da moraš ta srov meso mora malo odležati, preden ga vržeš gor, da je mehek, ne? Da je dober, da je sočen. In tako morajo tudi ta čustva odležati. Te vsebine, ki se zgodijo, malo odležati in jih pol iz drugega zornega kota pogledati. Je pa še zmeraj prisoten v tebi. Z vsakim vlaknom sebe moraš pravzaprav doživljati življenje in okolico in biti res odprt, če hočeš posredovati zgodbo poslušalcu. In tukaj ne sme biti preračunljivosti. Potem, ko je pesem napisana, lahko začneš malo tudi vklopiš obrtno znanje in malo tudi preračunljivost. Ampak s tem nisi ti zapacal juhe, ki si jo skuhal. Zdaj recimo razmišljam, to leto, ko si imel pauzo in si pisal vse te pesmi, album prihaja aprila, pa video spot in tako naprej. Zdaj, marsikdo si reče, no se on pol za eno leto zgine, takrat vklop en tak program, zdaj bom pa ustvarjalen in potem pride nazaj s koncerti. Žal to ne gre tako, ne? Ne gre in včasih tudi ni pesmi. Kaj se zgodi, ko jih ni? Ja, to te kar malo frustrira, moram reči. In ko pridejo, pa pridejo naenkrat. V 14 dneh jih lahko 6-7. Ki seveda tudi niso vse dobre, jih pol moraš malo čez sito. Kjere ja in kjere ne. Tako jih hecam včasih zvečer ob 2 že dremam, pa neka ideja, pa se mi zdi genialna, pa grem na telefon, pa odmrmram, da posnamem. Pa drug dan to poslušam, pa rečem, tole pa ni bilo. Kaj pa si kle mislil? Ja, ampak včasih pa verjetno rečeš, dobro sem tole mislil, grem naprej. Ja, tudi se včasih zgodi, Zdaj, velikokrat seveda glasbenike sprašujemo, glede na to, da ti si pač avtor svojih pesmi, kar je več in za moje pojme globje kot zgolj biti pevec. Ja, sem na to predvsem zelo ponosen,
In ta avtorski del, se mi zdi, da je nekaj res kot tvoj podpis. Torej, nekaj, kar vsi vemo, kaj približno od Jana Plestenjaka lahko pričakujemo in dobimo. In vedno slediš temu svojemu podpisu. In to je nekaj, kar se mi zdi, da, popravi me, če se motim, ampak se mi zdi, da pri mnogo drugih izvajalcih pri nas pa manjka ta del podpisa v smislu, da je bolj, kaj bo trendi, kaj bo dobro, kaj bo... Ampak to je napaka, ki sem jaz tudi na začetku kariere delal, prve 2-3 leta, da najprej iščeš formo, potem pa šele iščeš svojo vsebino. In včasih na tej poti te tvoja vsebina sploh ne zanima, ker si se zaljubil v formo. In to sem tudi jaz delal. Prava pot je seveda, da ti najprej sebe vprašaš, kdo sem, kaj razmišljam, kaj čutim, kje mi srce zaigra. In potem, ko to nekako najdeš, imaš pa tukaj v svetu zdaj neke forme, ki se dogajajo, malo se spreminjajo in rečeš, tole bi pa pasal na mojo vsebino. In če je pa obratno, je pa problem. Se isto z modo. Nekaj je blazen, lepo vidiš, sploh punce ste bolj mogoče. Zdaj so tudi fanti že s tem zelo obremenjeni. No, ampak recimo nekaj se ti super zgleda na slik, pa ne vem, je majhen kroguc popularen, imam jaz zdaj veliko glavo, imam majhno, tam ima majhno, pa je majhen kroguc dober. Zdaj mi je zdal to gor, pa vzgledala taka glava. Moraš pomisliti, kdo si, kaj ti paše, ne samo formo privzeti. In isto je v muziki, isto v vseh stvareh. In smo pa res v nekem obdobju forme. Kar pa je korporativno razmišljanje, zato ker smo v nekem obdobju, kjer imamo izvrstna orodja, imamo tudi umetno inteligenco, na telefonu je milijon aplikacij, ki so zelo priročne, ene so brezvezne, ene so super. A kje uporabljaš umetno inteligenco? Ne, nisem še. Ampak kdo se pa vpraša, kaj bomo pa s tem delali? In pol neka ogromna korporacija iz naftalina potegne bitle, ki so genialni, po 60 letih in je to glavna stvar vsebine. Zdaj si sam že mečkan šel, pa te bom vseeno še vprašala, zanima me tvoj pogled na harmoniko, ne narodno zabavno glasbo, govorim o temu trendu, ki se zdaj mogoče malo v zadnjih letih pri nas dogaja, verjetno je lahko rečem, ne vem, zabavna glasba, fehtari, ne vem, kaj še kaj podobnega, polkaholiki in verjetno še mnogo njih. A je to forma? A bi se zdaj lahko vrnila, da gre to tudi na nek način za formo, ali je to pač nekaj, kar je zdaj od nekod k nam malo prišlo, pa smo zdaj... Veliko teh fantov je izjemnih glasbenikov v ljudski glasbi ali pa folk muzika ali pa narodna muzika naša. So izjemni glasbeniki, ki jih jaz res poznam. In tukaj so oni samo privzeli eno formo, ki je za odtenek modernejša, in pravzaprav dajo skozi to formo iskreno sebe, ker to so. In meni je to simpatičen. In mi je tudi fajn. In sem vesel, da imamo lastno, pa lahko tudi temu se reče, jaz vem, zakaj turbo folk je poniževalno, meni to ni. Tako je včasih šlager bil poniževalno. Meni šlager ni, to je krasna, če pa rečeš kancona, je pa dobra, ampak kancona pa šlager je zelo ista stvar. Samo da je to iz Italije, to je pa iz Nemčije. Naziv govorimo, se pravi, to je neka lepa spevna pesem. In ne vem sploh, zakaj so do nekih formatov prezirljivosti. To je tako neinteligentno. To je tako, da je rekel, dance muzika je pa čist brez veze. Ni, super je, Se pravi, nisi veš, to pa moram priznati, da sem vseeno mislila, da si imel bolj stroge mogoče kriterije za te glasbene usmeritve. In zato me zdaj mogoče zanima, kaj je pri tebi nek kriterij, ko slišiš pesem drugega izvajalca, da rečeš... Kvaliteta. Kvaliteta, da čutim, da ni tle nekega blefa. In tukaj ni blefa. Lahko me nekaj ni všeč, lahko ene stvari ne začutim. Ne bom pa jaz rekel, je to slabo. Mogoče jaz ne začutim heavy metal, ampak jaz, ki slišim dober heavy metal, rečem, tole je pa dober.
Kaj pa je tisto, kar si ti kdaj zavrtiš, ko si Jaz sam? si vrtim stvari, ki so zelo mediteranske, iz tega okolja, ker so tudi moj življenje tak. Jaz se rad usedem, kakšno dobro salamo narežem, dober sir ali pa kakšne ribice pojem, pa dobro flašo vina. Rad sedim odzun za kamnito mizo, potrto, poslušam slavčke, čričke, karkoli. Srne Jaz opazuješ. nisem mestni človek, res ne, jaz sem ruralen tip. In jaz tudi tako muziko rad pol poslušam, a ne? Se pravi, ki mogoče marsikomu zastarela, a ne? Recimo od francoskega šansona do italijanskih kanzon, do Južne Amerike. Te stvari me mogoče najbolj inspirirajo in tudi fajn mi je, da je besedilo ima kaj zapovedati. Ne? Ampak nisem pa zdaj, da ignoriram jaz vse formate, ki so novi. Recimo meni produkcija od Dua Lipe, mene to fascinira, kako je dober. Ali pa ne vem, tudi narodno zabavno poslušam. Ne zdaj, da si jo bom prav gor dal pa poslušam, ampak recimo, če na radiju ujamem, me včasih prav prime in jo dam na polno, ker res dober pele. Ja, pa se z Dagijem pa z Moniko ste tudi zasebno prijatelji, govorimo o ansamblu Avsenik. Ne? Ja. Tako da te predsodki so čist brez veze. Jaz mislim, da izhajajo iz neke, predvsem v tem prostoru našem, iz neke, v kulturi se je to zgodilo, da je bila slovenska popevka, potem je pa naenkrat v 80-ih začel prišel punk in cela ideologija in pa so se novinarji in kritiki poistovetili s punk kulturo in so bili v bistvu člani benda, kjergakoli, ne, navijači v bistvu. In so negirali vse, kar je bilo pop ali pa taka bolj popularna rock kultura, so negirali in omadeževali. Pa ne samo v muziki, tudi v filmu, v teatru, posod. Pa nas pravzaprav te glavne struje mainstreamovske, komi se zdaj pobira, se pravi, že od 80-ih naprej. Ne. Tukaj se je malo krivica naredila popularni kulturi na vseh nivojih. A ne. Zdaj, spet se vračam k tej enoletni pauzi, ko te eno leto ni, ko ni intervjujev, vem, da v zadju veliko delaš, ampak nimaš pa teh obveznosti, ki pridejo zraven potem s novo turnejo. Koliko tega zapogrešaš v tem letu in koliko hitro potem se tega tudi naveličaš, ko se začne? Pogrešam pravzaprav ne, je pa nek občutek nelagodja, ker ne veš, kje si, a sem še tam, kjer sem bil, ko sem odšel. In to je neugoden občutek. Zmotno bi bilo prepričanje, da pa Jan Plestenjak pa misli in slepo verjame v to, da bo vedno tako, kot je. Tudi ti se moraš potruditi. Ja, in potem recimo takele stvari zdaj, ki se vračam na turnejo, ker vidim, da smo top po prodaji zdaj v Mariboru, v Tabor, da bo se to polno, to mi je, tako naredim, dobro je. Pa recimo, ko sem dal pesem zdaj Valentinovo ven in smo prvi na YouTubeu, to je tudi moment, ok. Ni pa samoumevno in tudi slučajno jaz ne pridem nazaj z dvignjenim grebenom. Ne. Kot bi si kdo mislil, da prideš. Ne? Valentinova pesem, omenil si jo, vse povsod smo zdaj lahko brali, brez pompa je prišla ven, ampak v resnici je pa pomp. Ne? V bistvu je nismo napovedovali. Smo rekli, dajmo drugače narediti, zmeri neki odštevanje, čez 14 dni, čez en teden, pa posnetki. Pa kratki videi. Pa dajmo jo kar ven. In zanimivo, kakšen odziv, ne. In to na zelo nepopularen datum, 1. januar, ki so ljudje zmačkani, utrujeni, ki si mogoče kažejo videe, kako je bilo včeraj, kje so bili. Hecen. Ali pa zaljubljeni ležijo na kavču in počivajo od silvestrovanja. Ne? Ampak na koncu gleda, da res je če je res naboj emocionalen, zelo močen, pač prebije. Ne? A je to pesem, za katero bi lahko rekel, da so pesmi, pa so pesmi? Ja, to je ona pesem, ki je verjetno
večna. Ne? Ni na prvo žogo to hit. Ampak jaz tudi za ona sanja v Ljubljani, jaz jo sploh nisem hotel dati ven kot single, pa slučajno v nekem stanju pol pijanem ob 2 zjutraj z enim od mojih menedžerjev pred mnogimi leti sedim, pa je rekel, to moraš jutr ven, da to je najbolj vse, kaj meni najlepši sam ni hit. In pa smo klicali PR-ovko Jurko ob 2 po noč, Boga reva smo zbudili. Ker drug dan bi moral ten drug si rekel sprememba, tole gre ven. No, zdaj se bom spet vrnila nazaj k temu, kako je biti v tvoji ekipi, če ob 2 zjutraj človek dobi klic, vse spremen, druga pesem. Ampak je bila dobra odločitev. Ne? In ta pesem zdaj, Valentinova pesem, točno ta moment, ki ni na prvo žogo hit. Jaz celo, ker sem jo ven dal, sem tudi rekel na založbi, to ne bo hit, ne. Ampak gleda, se res ljudi dotaknili in to je ono, ki se gnete počasi, taka pesem gnete in se gnete lahko leta in leta in leta. Pa verjetno tudi simfoniki svoje dodajo, ne? To je pa čist izraz, glasbeni, zvočni izraz, ki je pa super izpadel, ker mi delo aranžma Walter Sibilloti, izjemen orkestrator iz Italije. On ima res občutek. Celo mislim, da je na nekem razpisu v Rimu premagal velikega Morriconeja pokojnega. Tako je res je frajer. Verjetno ti pol takšno sodelovanje, je to neko sodelovanje, ki si rečeš, da ti pomeni, ne? Zelo veliko mi pomeni in razume mojo, on tudi hoče, da mu jaz prevod besedila dam. Aha, da razume, kaj. Že to, da je orkestrator ni samo na melodiji, da on tudi hoče vedeti, o čem pojem. Ne. To pomeni, da je zelo, zelo inteligenten, zelo subtilen človek. Ne. Koliko časa si pa besedilo za to pesem ustvaril? Ne spomnim se. Itak vsako pesem cel življenje pišeš. Lahko jo napišeš v 10 minutah. Ampak to zahteva celo življenje doživeti izkušenj. Ne vem, ampak jaz ponavadi besedila v 1 uri napišem. Ne. Po jih pa malo korigiram, kakšna stvar, kakšna beseda mi ne zveni. Ali pa na meji banalnosti, pa se bojim, da ne bi dol padel. Ja. Govorila sem večkrat že tudi zdaj bom rekla, s hrvaškimi izvajalci, z Dalmatinci, no, na splošno, pa ne nujno hudo prepoznavnimi. Lahko so to tudi kakšne klape, tiste čista, veš, v kakšni majhni vasici in tako. In so mi večkrat te gospodje razlagali, da kako velikokrat se pri pisanju pesmi lahko zgodi, da vse stoji, vse je super, pa je pa tam ena beseda, ki ne gre. In tisto eno besedo lahko potem iščeš mesece. Tako. Ja, to se je meni tudi že nekajkrat zgodilo. In takrat ne obupaš, takrat ne rečeš, ma sej ni toliko moteča. Ne smeš, ker te bo zmeri, to je tako, kot če bi očel lomov kamenček, ne, pa rečeš, ma ne bo noter. Zdaj te skozi motne. Ja. Ne moreš se navaditi tega. Ne. Zdaj pa se veš, da glede na to, da velikokrat lahko preberemo v zadnjem času tudi o tvojem novem hobiju, ne morem mimo tega, da se ne bi vsaj majčkeno dotaknila tvojega zasebnega življenja, čeprav vem, da v tem pa zadnje čase kar tudi govoriš. Pa sploh jaz ne vem, odkje ta da se je skrivnosten. Pa ne, da si skrivnosten, ampak veš kaj, mogoče, ne, jaz sem pa razmišljala, da morda pa ni toliko problem v tem, da bi ti bil skrivnosten, kot da so morda nekateri kdaj imeli pri tebi malo to strahospoštovanje in niti ne vprašali in je potem tako prišlo ven, kot da... Mogoče pa zato, ker nisem tip, ki bo zdaj, ne vem, hladilnik odpiral. Pa kazal, kjero zobno ščetko ima. Mislim, to se mi zdi pa ponižvalno do publike. Zato ne. Do kere mere se ti pa zdi, da je še, če hočeš, okusno, da publiko zanimajo, ker nažalost to pač malo tudi pa še zraven, a ne? Da nas zanimajo življenja ljudi, ki so uspešni in ki so v show biznisu, ampak do kje je res tista... A veš, mera, ki je še, tako kot si rekel, okusna. Zdaj v zadnjem času veliko lahko tudi prebiramo in poslušamo na Instagramu od raznih influencerk, ki pravijo, ja, sej sem izpostavljena, ampak ne rabim pa tega deliti, to je pa moje. A ne, kje je zdaj, kje je tista meja, ki misliš? Jaz mislim, da si jo vsak sam določa. Ne, jaz tudi svojega otroka ne bi kazal, če bi ga imel na Instagramu. Zakaj? Ne. Nekdo pa misli, da je to ok. In ravno tako ne kažem, iz kakšnega materiala imam rjuhe na pojsli.
Ne vem. Mislim, pa je to pač v redu, pa pojmo v reality show, pa ne nekdo res ogromen plača, tako da mi nikoli več v življenju ne bo treba delati, bom pa tudi rjuhe pokazal. A pa ti ne bi bilo dolg, če ne bi nikoli več delal. A si sploh predstavljaš, da bi dejansko odrezal, pa bi rekel, zdaj pa ne bom več delal. Zdaj imam pa dovolj, zdaj grem pa v penzijo. Ja, zgubo biti, kot sem prej rekel. Ko se nehaš boriti za karkoli, jaz mislim, da pride neka apatija, ena brezzračnost, ki duši jemlje zrak. Ne? Mogoče to ne boš prispodoba. Ja. Zdaj si me malo odpeljal sicer stran od tistega, kar sem te želela vprašati. Kje je meja? Ja, ne. Vsak si jo sam. Ja. Sam določa. Prebiramo seveda, da imaš nov hobi, da igraš tenis. Naj te ne skrbi, ne bom dala takšnega naslova. Mislim, a si ti bil športen? Jaz sem zelo nešporten. No, to me zdaj zanima. Jaz gibam se samo zato, da se ne preveč zredu, ker res dobro jem. In zato, da imam kondicijo na odru, da pač v teh 2 urah nisem zadihan, pa ne mogu peti. Ampak ta šport je, a tečeš? Hitro hojo imam jaz za aerobno, veslam, pa malo še sklec naredim, pa takih stvari, ne hodim v fitness. No, in seveda, zdaj imam pa punco, ki je bila 111. na svetu v tenisu in je zdaj tenis debata, gor, dol, zdaj se je s to mogel vse študirati. A ti je bil prej tuj? Ne, pa jaz sem kot športa nisem spremljal. Ampak je zanimiv, ker so paralele, kako se ljudje borijo za, ker tenis je individualen šport, kot sem jaz individualen, jaz nisem član benda, imam svojo skupino, ampak sam si na igrišču in sam se boriš. To je zelo drugačna mantra, kot če je skupinski šport. Tako kot bend, recimo, če je 5 članov in je nek neuspeh, se ta neuspeh porazdeli na 5. Tle pa en kamen na enega pade. Ne? Tako da tukaj so ene paralele. Ne? In ta vztrajnost in disciplina v bistvu je zelo zanimiv. In ritem, v tenisu je ritem, tako kot je v muski ritem, vsaki stvari. Ritem je tako osnovna stvar, univerzalna. No in potem sem jaz iz Afrikancije rekel, no dej, pa kdaj da še jaz to probam. Ne? In mi je bilo malo narodno, smo en igrišče zbrali tam, ker Ben ni gledal. Da na noben videl. No, in smo bili presrečeni, da pa nimam lih 2 levih rok, ne? Da imam en občutek za koordinacijo pa te stvari. In zdaj samo že 10-12 treningov, zdaj je malo mraz, moram paziti, da se ne prehladim za koncerte. Ampak trenerka je pa punca. Ja, seveda. No, imel sem tudi enega trenerja vmes, ker smo malo ugotovili, da mogoče bom nekaj malo resen je mogel. No, to sem te hodila vprašati, ker veš, pravijo, da načeloma za otroke, ni fino, če jih starši učimo smučati, pa tako da je fajn, da jih damo kam v kakšen tečaj, ne. Sej v partnerstvu je pa zelo podobno. Ja. Jaz vem, da bi kakšnega drugega trenerja bolj resno jemala in bila manj občutljiva, kot če bi me treniral partner. Ja, pa tudi tako, pri meni je malo tudi zaradi tega, ker sem pač javna oseba, pa tako je včasih tako, da pa tudi kakšen trener bo malo treba pred tabo. Pa da bi bilo pol v tem primeru boljš, ne? Ja, no, tako da, ne, zdaj pa zelo treniram in je super. Zdaj, da ne bova sam govorila punca, Tadeja je ime, da jo lepo poimenujeva. Zdaj sta pa že kar nekaj časa večkrat leto skupaj. In verjetno so, veš, ko si tako približno kakšno leto skupaj, greš že čez tiste začetne mal tudi, kot je mal neroden, pa ko se še čist ne pokažeš, ne bom rekla v pravi luči, ampak ko se še ne čist razgališ. To sta zdaj verjetno že dala čez, je že spoznala tudi unga ta malo bolj sitnega Jana? Jaz so po moje bolj na začetku bila zelo sitna, zdaj smo se pomirili. Sta tako obrnila mal? Ja. Aha. Takrat na začetku vsi to povestri, ali zdaj pa v redu. A se mogoče pa to pol boljši recept? Mogoče. Aha. Nekoč si rekel, da bi si želel, da bi imel ob sebi nekoga, ki bi te pričakal z večerjo, da bi naredil dom in tako naprej. Ja. A skuha kaj? Ja, super. Prav dober kuha, neverjeten. No, vidiš. Zdaj imamo talent za to. Ja. Jaz sem bral tudi na žlico stvari. Domače stvari. Ja, vse to, ja, super.
No, to je zdaj bila kar javna in lepa pohvala. Ja. No, kaj si hotel še reči? Ne, danes je tako, karkoli rečeš, če narobe. Zdaj, če sem navdušen, da je super skuha, bojo pa že skočili, Jan ima pa žensko, sem zaradi kuhanja. Ne. Tukaj bom jaz tista, ki bom rekla zdaj le na tem mestu, da ne sme biti nobenega takšnega komentarja, ker Jan je to izrazil takrat, da se zdaj jaz malo popravim, ko si ti to rekel, jaz sem zdaj malo iz konteksta mogoče vzela, govorila sva o domu. O tem, da samo hiša. Pa tudi veš kaj, ni treba nič razlagati. Kukar bojo vzeli. Komu se bomo mi upravičevali? V redu. Jaz imam spoštovanje do žensk, mislim, da ste lahko izjemne v vsaki stvari in mislim pa tudi, da smo malo različni. In tako, ko je lepo, da moški mogoče zna žarenco zamenjati, pa kakšno stvar popraviti, je tudi fajn, da mogoče ženska zna pa tudi dobro kavo skuhati ali pa kaj za pojest narediti. In s tem nikogar ne ponižujemo. In s tem, ker rečemo, da vsak ima malo različnih talentov, nikogar ne ponižujemo. Ne omejujemo, da bi kdorkoli v čemerkoli uspel in svojo strast speljal do konca. Zdaj pa naj se mislijo, si krčijo. Res, dosti se mi zdi teh upravičevanj in ziharaških iger. Ne? Ja. Ampak dejansko takrat, ko sva govorila o tem domu, se mi zdi, da zdaj pa imaš ta dom, o katerem si takrat, ko sva nazadnje govorila, hrepenela. Res, imam in je to lepo, neka mirnost, je neka toplina, ki jo kot samski nimaš. Ne? In tako kot pravijo, v dvoje je lahko veliko lepše, sploh če so se te topovi umirili, ne? Tako kot si rekel na začetku. Čeprav se veš, vsake tok top more ustreliti, da ni to zdaj večna bonaca. Ker pol tudi jadra so skozi spuščena, če je bonaca. Ampak kdo večkrat te topove izstreli? Po moje isto. Aha. Ker je če je ona bila 111 na svetu, je borka. Ne? In ima tudi nek svoj ego, ki je prav, da ga ima. Ne? Jaz imam pa tudi svojega. Je pa tako, ne? Fajn je, da ni vsakodnevna tekma za pozicijo, kdo je zdaj bolj frajer, manj frajer, kdo je šef, kdo ni. To je pa malo nezrelo, ta dokazovanje. Ki pa se rado zgodi pri dveh, ki sta oba, tako kot si rekel, borca oziroma ki sta odločna, če hočeva temu tako mogoče tudi reči. Včasih je v takšnem, zdaj gledam tako malo na splošno, ampak včasih je v odnosu veliko lažje, če je en tisk, ki je alfa samec, pa je ta drug malo podrejen, ali obratno seveda, kot pa če sta dva takšna skupaj, mislim, sej pa rasteš skupaj, ne, sej ni, da je to slabo, ampak je pa več topov verjetno. Mislim, kako bi rekel prispodobo, sej jaz nisem plesal, ne znam plesati, ampak opazujem klasične plese, moški vodi plesa, ne, kar ne pomeni, da ženska zaradi tega slabš pleše, vrhunsko pleše, ampak on korake voda, ne, in zdaj, če je to nekako naravno, to ne pomeni, da je nekdo manj pomemben ali pa več pomemben. In pa sta lahko tudi dva, vsake dva plešeta, sta oba svetovna prvaka, oba sta top vrhunska. A se boste zdaj kregali, kdo bo vodil? Kako bi ta ples gledal, če bi zdaj pa ona rekla, ne, jaz bom zdaj vodila. Ne, ne bi sploh zgledal, verjetno. Ja. Tako sta pa oba svetovna prvaka, ne? Pa oba zadovoljna, oba sta dokazala vse, kar lahko dokažeta. In mi bomo veseli, ker boš ti v teh 2 letih spet dokazal, zakaj pridemo na tvoje koncerte, zakaj lahko uživamo v tvoji glasbi. Valentinov koncert je skoraj da pred vrati. Maribor. Zakaj ravno Maribor? Je to bila kakšna posebna poteza? Jaz sem izjemno rad Maribor. Se v Ljubljani bom tudi imel letos 2-3. Ne vem, zaljubljen sem v to Štajersko že od nekdaj. Potem smo pa v Ribanci, pa sem že vse blokiran skoraj letos, mislim, da je po celi Sloveniji smo, no. Tudi na obali posod. Tako da ni izgovor, da zgrešimo koncert v najbližjem kraju, ne?
Ja, zdaj, za vse ljudi, ki imajo radi mojo muziko, ki poznajo moje hite, imam top ekipo, band, super produkcija bo. Pri meni je ta sreča, da tisti ljudje, ki pridejo in ki poznajo mojo muziko, imajo res od začetka do konca se lahko poje, ker je skozi leta toliko hitov, da imam prav težave, da ne predolg koncert in ne vem, kjero pesem vendati. Vsake mi je žal, ne. Je pa verjetno povratek nazaj po enem letu tisti prvi koncert, ki se zgodi, poseben, verjetno, ne? Ne, samo strah je... Aha, večji. Ne, strah je, da ne bi zbolel, da imel glas. To je moj edini tak strah. Jo, to se te pred Cankarjevem se je zgodilo, to se mi je že zgodilo tudi pred Stožcem, smo imeli takrat rekord, en dan prej nisem imel glasu in pa sem moral Medrol vzeti, ki je kortikosteroid, ki ni fajn ga imeti, ampak to je res krizi. Zadnja bilka, rešilka. No in je bilo pol okej. Te pa verjetno v takem primeru kar panika malo prej zagrapa, ne? Me pa res, to pa priznam, ker je toliko ljudi tudi odvisnih od mene, od organizatorja do moje ekipe, ki jih je 16, do menedžmenta, do koncev vseh ljudi, ki so karte plačali. Res je neugodno jih predstavljati, ne. Ni to fajn, ne. Zdaj, glede na to, da si enkrat mi rekel, da je tako zelo zanimivo, kaj se na turneji dogaja v smislu, ko je koncert, ne, se pravi, je ta višek publika, dobivaš njihovo energijo, vso to pozornost, pa naslednji dan pa, kot da bi kriza, odrezal. Ne. Ampak zdaj, ko pa nisi čist sam, bojo pa verjetno tudi te krize manjše po koncertu. Ne? Verjeten. Ja, mislim, da bo. Ne. Pa tudi, veš, je tako... Res leti je malo drugače z energijami. Aha. Je malo drugače, prideš na oder, daš vse od sebe, ampak ne pa brezvezno ne mečeš energije. Ne mečeš jo brezveze. Ker jaz sem pogruntil, da kadar sem se preveč zaganjal na odru, sem tudi slabš zapel, ni bilo kontrole. Da nič ne zgubiš s tem, če malo to znaš dozirati. Pa predvsem, da še ohranjaš naprej energijo za vse koncerte, ki so, ker noben ni manj pomemben, ne glede na to, kjer v vrsti je. Točno tako, niti en, a je manjši, a je večji, je treba pa maksimum. To je pa edina stvar, ki bi jo zameril sam v sebi, da nisem dal maks. A je kakšna res nenavadna stvar, ki se je kdaj zgodila na koncertu, pa zdaj ne govorim o tem, kar si prej omenil, steklenice pa tako naprej, ampak ne vem, za Roka vem, da se je zgodila, pa verjetno še en kup kakšnih takšnih stvari. A je kakšna, ki ti je pa res tisto, da rečeš, tam je pa res ostala v spominu? A si to sploh človek pri tolikih koncertih lahko zapomni? Težko, verjetno bom krivico naredil, ker marsikaj je bilo lepega. Ampak recimo prekrasno je bilo enkrat Pivo Cvetje Laško, smo imeli po moje 7,000 ljudi. To je poletje in se je usul dež, ampak tako brutalno, ne mali. Jaz sem rekel, jaz sem pel, pokrit je bil oder, sem rekel, zdaj pa šli dam. In vsi so bili premočeni do kosti in pa sem jaz rekel, če ste pa vi, bom pa tudi jaz. In sem šel pol iz strehe ven in band je igral pod streho normalno. Jaz sem pa tam pel in pa so mi edini rekli, da je bilo navaden zaradi mikrofona, ampak takrat sem imel pač srečo in sem pel na dežju še jaz in sem bil tudi jaz premočen in smo imeli neko tako, začutil sem, kako smo eno. In to se verjetno na koncertih velikrat lahko zgodi na nekem čist brezveznem verjetnem trenutku, ampak da publika dobi občutek, da smo eno s tabo in ti. In jaz sem hotel to narediti. Sem rekel, ker vi ste tukaj, niste šli domov. No, zdaj bom pa jaz tudi na dežju. Tako se je fajn zdaj. Naj bo čim več lepega vremena na odprtih koncertih, naj bo čim več uspešnih koncertov. Hvala lepa. Koliko daš kaj na numerologijo? Vse me zanima, ampak ne dam veliko na to. No prav, vsem ti povem podatek, numerološko, po datumu tvojega rojstva in rojstva Tadeje, smo z preteklo gostjo, ki je bila v podcastu, ugotovili, da prihaja zelo plodno leto 2025. Sam povem. Hvala. Sem zelo vesel. Hvala lepa. Lepo se imej. To je nek optimizem. Hvala. Jan, hvala, ker si prišel. Hvala.